Spoštovani gospod župan, spoštovani visoki gostje, drage rojakinje in rojaki. Veliko čast in veselje mi je spregovoriti v Sevnici, v moji občini in v Posavju, moji pokrajini. Ko gre za velike zgodovinske dogodke, se ljudje pogosto sprašujemo, kje smo bili takrat, ko se je zgodilo to ali ono. Z osrednjim slovenskim praznikom, dnevom državnosti, ni nič drugače. Se še spomnimo, kje smo bili tiste vroče dni pred 32 leti, ko je bila rojena država slovenskega naroda? Se še spomnimo, kaj smo takrat počeli, govorili, želeli, morda sanjali? Samo izpraševanje o preteklosti morda res ni moderno početje. Je pa nujno, zakaj, kot je dejal špansko-ameriški filozof Jorge Santayana, tisti, ki se ne spomnijo preteklosti, so obsojeni, da jo ponavljajo. Velikih prelomnic narodove zgodovine se velja vedno znova spominjati in jih obeleževati. Ne zato, da bi postali mit in ne zato, da bi dobili mitološke junake, ampak zato, da se narodovo telo in njegovi izvoljeni predstavniki na vseh ravneh upravljanja države zavedajo, kaj in zakaj smo se v preteklosti usodnega odločili storiti in to tudi naredili. Naj samo spomnim, kako dramatično, a hkrati vznemirljivo in vzneseno je bilo pred več kot 30 leti. Ko je bila 23. decembra 1990 na plebiscitu izglasovana in 3 dni kasneje uradno razglašena nedvoumna želja prebivalcev Slovenije, da želimo živeti v samostojni in neodvisni državi, je bila to hkrati tudi zaveza zakonodajni in izvršni veji oblasti, da poskrbita za deklarativno politično, ustavno-pravno in dejansko razdružitev Jugoslavije ter de jure de facto ustanovitev nove države Slovenije. V naslednjih 6 mesecih je bilo potrebno opraviti ogromno dela na političnem, pravnem, gospodarskem, diplomatskem in žal ali k sreči tudi varnostnem področju, da je lahko Skupščina Republike Slovenije 25.6.1991 sprejela temeljna dokumenta slovenske osamosvojitve, in sicer deklaracijo o neodvisnosti in temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. S tem je Slovenija civilizirano in legalistično drugim jugoslovanskim republikam in celemu svetu naznanila ustanovitev nove države in ponudila roko sodelovanja. To, kar je sledilo, agresija Jugoslovanske ljudske armade in zvezdne policije, podprte z ukazi Zveznega izvršnega sveta iz Beograda, je neizbežno pripeljalo do vojaškega spopada, ki se je v zgodovinski spomin zapisal kot 10-dnevna vojna za samostojnost Slovenije. V prihodnjih desetletjih so jo, kako slovensko, eni poveličevali, drugi pa na vsak način skušali zmanjšati njen pomen. Ne vem, kdo enim in drugim daje to pravico. Gre vendar za spomin na dogodke, odločitve, dejanja in človeške usode. Zato še prav posebej nihče nima pravice omalovaževati spomina na tiste, ki so prispevali največ, kar so imeli, svoje življenje. Morda se komu zdi, da je bila naša vojna prekratka in premalo krvava, da bi bila prava vojna. A družine, ki so izgubile svoje najdražje, nam bodo povedale, da je tudi ena žrtev preveč. Žal je prekletstvo velikih narodov v njihovi neumnosti, da verjamejo, da njihova pravica izhaja iz moči in da lahko z njo dosežejo, česar ne morejo doseči po mirni poti. Slovenski narod pa je majhen in si že zato ne more privoščiti velike vojne. Ne glede na to, kdo si danes prilašča zasluge, resnica je vendarle ta, da je bila Slovenija pred 30 leti uspešna, ker je znala učinkovito usklajevati oborožen odpor, varnostno in zaščitno delovanje, diplomatsko ofenzivo, všečno komunikacijsko strategijo in množično vsestransko podporo prebivalstva. Le tako in zato nam je uspelo, da smo izkoristili majhno časovno okno, ki se narodu odpre morda enkrat v 100 letih, da razglasi, udejanji in če je treba, tudi obrani svojo državnost in postane nacija. To, kar je sledilo vojaškemu spopadu, je zgodovina. Brionski sporazum, odhod Jugoslovanske armade iz Slovenije,
sprejem ustave decembra 1991 in množično mednarodno priznanje Slovenije v letu 1992, ključno sprejemom v Organizacijo Združenih narodov. Vse do vključitve v Evropsko unijo in Zvezo NATO ter vstopa v evropsko območje dobrih 10 let kasneje je Slovenija nizala uspeh za uspehom, potem pa se zdi, kot da je veter v jadrih začel pojenjati. Svetovna, gospodarska in finančna kriza, migrantska kriza, pandemija COVID-19, vojna v Ukrajini in energetska kriza nam gotovo niso šle na roke. Toda komu pa so? Kot kaže v 21. stoletju edina konstanta kriza, ki zadeva enkrat eno, drugič drugo področje, hkrati pa ima multiplikatorski učinek, zaradi česar njene posledice slej ko prej dosežejo vse in vsakogar. A državo imamo zato, da posreduje ravno in takšnih kompleksnih situacijah, da pomaga, blaži in vliva upanje in ne da se vmešava takrat, ko gre gospodarstvu in državljanom dobro. Starorimski dramatik, politik in filozof Seneca je dejal, da nam nič ne pomaga dober veter, če ne vemo, v katero pristanišče bi radi pluli. Tudi 2000 let kasneje ni bistveno drugače. Država mora vedeti, kam bi rada šla, zato pa potrebuje jasno definirane cilje in strategije za njihovo udejanjanje. Glede na to, da prihajam iz edine slovenske univerzitetne institucije, ki je v celoti posvečena izobraževanju in raziskovanju na področju varnosti, mi dovolite, da z vami delim tudi slogan naše fakultete, ki se glasi: Varna družba je uspešna družba. Na fakulteti ne bi imeli nič proti, če bi naš slogan ponotranili na ravni celotne družbe. Zakaj? Le človek, ki je osvobojen fizičnih, psihičnih, socialnih in drugih groženj, lahko živi svobodno, razvija svoje talente in potenciale ter suvereno uveljavlja svoje temeljne pravice in svoboščine. Država, občine in pokrajine, ko jih bomo enkrat končno dobili, so tu zato, da mu pri tem pomagajo in ne da ga ovirajo. Človeški um je namreč neustrahljiv vir idej, ki so gonilo razvoja družbe in njenih podsistemov, od gospodarskega, znanstvenega, informacijskega, kulturnega, varnostnega in drugih za normalno delovanje družbe potrebnih podsistemov. Naj ne zveni bogokletno. Ko gre za razmislek o tem, kako naprej, se jaz ne bi zanašal samo na umetno inteligenco, ampak predvsem na zdravo, da tudi kmečko pamet. Ali podeželstvo, če vam je ljubše. In ko govorimo o podeželju, govorimo tudi o Posavju. Lahko nas veseli, da imamo v regiji tudi mesta s čedalje večjim gospodarsko-kompetitivnim potencialom, vendar ruralno še vedno prevladuje nad urbanim. Toda tokrat želim ruralno obravnavati v izrazito pozitivni luči. Enkrat bomo morali tudi v Sloveniji, zares in ne zgolj deklarativno, na podeželje prenehati gledati predvsem kot na vir problemov, kot so gospodarska in prometna nerazvitost, delovna mesta z nizko dodano vrednostjo, depopulacija, prekomerno onesnaževanje in podobno. Čas bi že bil, da v podeželju prepoznamo predvsem pozitivne, za stabilnost, varnost in razvoj družbe in države celo strateško pomembne kapacitete. Mednje zagotovo sodijo zagotavljanje energije, hrane in zdravega življenjskega okolja. Država bi zato morala izkoristiti podeželje bolj strateško, saj je lahko le to, da razvoj družbe deluje multiplikativno v duhu glavnih stebrov strategije trajnostnega razvoja Združenih narodov, gospodarskega in socialnega razvoja ter varstva okolja. Tudi Evropska komisija je zastavila dolgoročno vizijo za podeželje do leta 2040, ki opredeljuje področje ukrepanja za močnejša, povezana, odporna in uspešna podeželska območja in skupnosti. Ali z besedami trenutne predsednice Evropske komisije: podeželje je tkivo naše družbe in srčni utrip našega gospodarstva, je osrednji del naše identitete in našega gospodarskega potenciala. Negovali in ohranjali bomo svoje podeželje ter vlagali v njegovo prihodnost. K temu bi dodal samo, bomo videli, kakšnega in koliko kruha bo iz te moke. Naj se za konec povrnem k narodu in naciji. Konec 18. stoletja je prvi predsednik Združenih držav Amerike, George Washington, v svojem poslovilnem govoru zapisal tudi naslednje daljnosežne misli. Citiram: Neumnost enega naroda je, če išče nesebične usluge drugega.
Da mora vse, kar v takšnem stanju prejme, plačati z delom svoje neodvisnosti. Da s sprejemanjem tega lahko se postavi v položaj, da usluge enako bo moral vrniti in ne mara za to požeti nehvaležnost, ker ni dal več. Večje zmote ne more biti, kakor gojiti pričakovanje ali računati na to, da med narodi do pravih uslug bo prišlo. To je utvara, ki izkušnje jo morajo odpraviti in neoporečen ponos jo zavreči. Nisem ne EU, ne NATO skeptik. Sem pa zato, da naše strateške odločitve in korake vselej trezno premislimo. Zato našim političnim odločevalcem sporočam. Vrednote se slišijo všečno, toda na koncu vedno prevladajo interes. Prej, ko si bomo to priznali in razumeli, prej bo naša država odrasla. Spoštovane gospe in gospodje, dan državnosti ni samo praznik države in političnih elit, ampak tudi in predvsem državljanov, brez katerih enotne in preudarne odločitve pred dobrimi 3 desetletji slovenske države danes ne bi bilo. Morda res ni popolna, je pa naša in storiti moramo vse, kar je v naši moči, da bo takšna tudi ostala v teh nemirnih časih. Majhna, zelena in varna oaza miru. Hvala lepa, da sem imel priložnost z vami deliti teh nekaj skromnih, a iskrenih misli o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti našega bivanja v Sloveniji in v Posavju. Hvala lepa.